V zadnjem letu, kar je bila občinski odbor za res nova politika v Kamniku ustanovljen, smo se predvsem vzpostavljali strukturo občinskega odbora, seveda pa nismo morali mimo tega, da se odzovemo na aktualne problematike, ki v Kamniku so. Opozarjali smo na določene stvari, ki se nam ne zdijo, da tečejo v pravo smer. Ena od takih stvari je na primer projekt 2 kamniških šol, projekt Karbonskega mostu, v glavnem projekti, za katera je v proračunu namenjenih preveč sredstev oziroma zelo velika sredstva in zdi se nam, da čas recesije ni primeren za velike projekte. Na drugi strani vemo, da se nam iz leta v leto spet veča, kljub temu, da imamo 2 leti nazaj novo gradnjo vrtca, problematika otroškega varstva in vidimo, da kamniška občina nima pravih rešitev in odgovorov za problematiko otroškega varstva. Kljub temu, da so načrtovali nove gradnje, očitno zraven niso načrtovali ustrezne infrastrukture. In danes se srečujemo s problemom 200 zavrnjenih otrok. Nadaljevali smo tudi projekte, ki smo jih zastavili že kot Aktivna Slovenija. Nekateri člani smo že takrat izpostavili problematiko poletnih rezervacij, ker občina ni se odzvala na takratna vprašanja postavljena, smo s pomočjo v bistvu staršev občinskega vrtca zadevo pripeljali tako daleč, da letos rezervacije bodo. Na današnjem občnem zboru je bilo veliko govora tudi o pripravah na bližnje lokalne volitve, ki bodo drugo leto. Nam lahko poveste kaj več? Ja, priprave na lokalne volitve so na začetku. Zagotovo je prva stvar, ki jo moramo urediti program. Naslednji koraki pa so zagotovo izbira ustreznih kandidatk in kandidatov za županske in za volitve v občinski svet. Vidimo, da situacija takšna, kot je v Kamniku, ni prava. Res je, da je ta mandat župan dobil svojo listo. Moramo vedeti, da ta mandat je župan dobil na konkretne volilne obljube in če pogledamo nazaj na volilne obljube iz leta 2006, ugotovimo, da nekatere so uresničene, mnogo jih ni uresničenih. Glavni problem pa je, da tudi tiste, ki so uresničene, niso uresničene v obljubljenih rokih. Torej, vidimo, da obljube so bile, se pravi projekti so, neki cilji so, vendar bolj kot resnični so na papirju, namenjeni ljudem za to, da so. Menimo, da Kamnik rabi vizijo, kaj ljudje sploh hočejo in na podlagi tega pripraviti strategijo razvoja. Brez strategije razvoja mislimo, da ne more uspeti občina in zato se pojavljajo stalni problemi, s katerimi se srečujemo in potem ad hoc rešitve, ki stanejo ogromno denarja, niso pa dokončne in prave rešitve. Še to me zanima, greste na županske volitve sami ali v povezavi s kakšno drugo stranko? Del razprave danes na zboru članstva je bil tudi temu namenjen. Odprti smo za vse možne variante. Glavni cilj je iskanje pravega kandidata. Pravi kandidat za nas je tisti, ki bo ponudil vizijo Kamnika in možni so vse. Dogovarjamo se lahko z vsemi strankami, nismo zaprti, nimamo ovir in upam, da se bo našlo kandidata, ki bo Kamniku ponudil neko novo možnost razvoja in da Kamnik postane res mesto, na katerega bodo vsi občanki in občane ponosni. Najlepša hvala. Prosim. Ste eden bolj upornih ministrov v slovenski vladi. Kakšen pa se vam zdi na splošno položaj Zaresa v vladni koaliciji? Zares je relativno uspel na volitvah zato, ker smo pač povedali, da bomo zastopali neko novo politiko, nek svež veter in zato mislim, da je del te nove politike tudi, da se jasno in odkrito pove stališče. To počnemo, mislim, da tudi ta koalicija funkcionira na drugačen način, z malo več turbulenc, več je nekega prepiha, vendar mislim, da je to v končni fazi dobro. En je vedno škodi in mislim, da je dobro, da pač se tudi znotraj koalicije si povemo tisto, kar mislimo in poskušamo potem delovati bolje in zares bo pač uresničeval tista svoja temeljna programska načela, ki smo jih obljubili volivkam in volivcem
ker na tem stojimo ali pademo. Pa še eno gospodarsko vprašanje. Prej ste omenili glede možnosti trajanja krize, da se nagibate k prognozi, da bo to krivulja U po gospodarskih kazalcih. V resnici je tako, če vprašate dva ekonomista, dobite tri mnenja in pravzaprav v tem, kje je dno, kdaj se bo recesija nehala ali pa kdaj se bo začel gospodarski vzpon, o tem zdaj vsi tekmujejo z napovedi in te napovedi se nenehno spreminjajo. Na nek način je kriza tudi se naselila v glave potrošnikov, v glave analitikov, v glave pravzaprav tudi ekonomistov, ki jo napovedujejo in tako kot je nihče ni znal napovedati njen začetek, tudi jaz mislim, da njenega konca ne znam. Ampak moja ocena je vedno bila in sem povedal, da jaz mislim, da bo leto 2009 težko, da računam, da leto 2010 se bo nekako z razmere stabilizirale in da leti 2011 in 2012 bi pa morali biti znatni leti okrevanja in da v tem mestnem obdobju moramo pač s protikriznimi ukrepi pomagati gospodarstvu, da nekako čim lažje prebrodi ta čas, ki je izjemno zahteven, ker je pač Slovenija majhno odprto gospodarstvo in zelo čutimo v bistvu to krizo in večkrat pravimo, da če nemški gospodarski stroj kihne, se seveda slovenski prehladi, zdaj pa nemški seveda zelo bolani. Tudi naši ključni trgi so zelo prizadeti in podobno kot sem ugotavljal na Finskem, kjer imajo podoben problem, so majhno odprto gospodarstvo kot mi, usodno odvisni od izvoza, pač to krizo močno čutimo, ampak po drugi strani seveda računamo, da s protikriznimi ukrepi se lahko učinek te krize ublaži in predvsem razbremeni podjetja na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi z dodatnimi socialnimi ukrepi poskrbi, da kljub povečanju nezaposlenosti recimo se ljudem zagotovi, da niso eksistenčno socialno ogroženi. Najlepša hvala. Prosim. Priprave za evropske volitve potekajo že kar lep čas, zdaj smo že štartali kar krepko to volilno kampanjo. Je tako, da smo se odločili, da tudi v teh časih, ki so za nami in pred nami, smo se odločili za skromno kampanjo, recimo zares svojih plakatov ne boste srečali v tej kampanji. Odločili smo se za nekih do 100 billboardov, ampak plakati v drugih ne bo, kar je tudi ena zvrst nove politike, nek nov pristop. Potem tudi recimo slike kandidatov se ne bojo pojavljale, se pravi na teh billboardih bo naše geslo, naša prepoznavna oranžna barva, ne bo pa slik kandidatov, tudi zaradi tega, ker mi želimo dati neko težo tem evropskim volitvam. Naša lista je zelo kvalitetna, na njej so ljudje iz raznih vetrov, raznih znanj, ki pokrivajo res široka področja in tudi zaradi tega se nam zdi nespametno izpostavljati samo eno osebo, čeprav naš nosilec Ivo Vajgl je oseba, ki ga poznajo praktično vsi, nekdanji zunanji minister, veleposlanik v 10 državah Evropske unije, konzul, novinar, svetovalec za zunanje zadeve pokojnega predsednika Drnovška. Tako da v bistvu vsi naši kandidati so zgodbe zase, vsi imajo neko pot, vsi so ugledni, vsi so strokovnjaki na svojih področjih in zaradi tega ni tako nujno, da poudarjamo kandidate, ampak mi poudarjamo vsebino. Mi smo ena redkih strank, ki je dejansko pripravila tudi volilni program evropski in to je program, ki je zelo obsežen, to je program, ki smo ga morali celo skrčiti z 50 strani in tako smo implementirali zaresni program tudi na evropskem področju. Najlepša hvala.